Naslednja tema bo magnetni pretok. Pretok ali fluks? No, mislim, da tukaj ne bo za nas nič kaj bistveno novega. Mi smo fluks, pretok, tok že imeli v prvem semestru. Če malo osvežimo, v prvem semestru smo imeli tokovo gostoto in iz tu ven smo imeli tudi tok kot integral tokove gostote skozi neko ploskavo. Dalje v prvem semestru smo imeli, rečemo, vektor D in smo govorili o električnem pretoku skozi neko ploskav, kar smo zapisali kot DDA. To se pravi, zdaj imamo vektor B in vsi ti trije vektorji imajo pravzaprav v svojem dolgem imenu gostota. Torej, vektor gostote nečesa. Torej, vektor gostote električnega toka, vektor gostote električnega pretoka in tole bo vektor gostote magnetnega pretoka. Phi m bi lahko pisali, je integral po ploskvi B krat dA. No, tale phi bo veliko pogosteje nastopal kot tale phi e električni, tako da ga bomo v nadaljevanju kratko pisali kar phi, brez tega indeksa. No, seveda, pri vseh teh zapisih je pravzaprav slika enotna. Imamo ploskev in nas zanima pretok skozi to ploskev. Tole je reprezentančna ploskvica, kot vektor pravzaprav že določa, kater fluks nas zanima, ker tudi pri električnem toku smo rekli, mi imamo ploskev in zdaj izražamo tok skozi to ploskev. Moramo povedati ali gor ali dol, to se pravi, to je orientirana ploskev, lahko rečemo. Tole je vektor B in to je potem ta naš fluks skozi to ploskev. To se pravi, ko pa zapišemo integral, moramo pa vedno, smo rekli, se spraševati, kaj seštevamo. In to jaz to študenta na izpitu vprašam, kaj pa je tole, takole obkrožim, kaj pa je tole? Pa reče, ja, to je pa skalarni produkt. Ne, kaj to je, konkret zmnožimo nekaj, dobimo. To se pravi, to je simbolični zapis, ampak mi moramo to simboliko znati čitati. To ni skupek črk, pa pikic, pa ne vem, kljukic. Ampak je tole pretok skozi tole ploskvico. In jaz seštevam pretoke skozi to in sosednje ploskvice, da dobim fluks. Integral je seštevanje in ko seštevam, moram vedeti, kaj seštevam. To smo si že velikokrat postavili vprašanje. Poglejmo integral nečesa in najprej, kaj seštevamo, kaj je tisto, kar... No, zdaj, kar se enot tiče, verjetno tudi ni nobenih dilem. B so volt sekunde na kvadratni meter oziroma Webri na kvadratni meter, Tesla je to, to se pravi, to so volt sekunde. Volt sekunde.